Vse elektrarne v skupini GEN delujejo stabilno, varno in zanesljivo. Tako kot smo planirali, imamo nekoliko nižjo hidrologijo v tem obdobju. Naš cilj je zagotoviti stabilno in varno obratovanje tudi naprej, z namenom zagotoviti zanesljivo oskrbo naših odjemalcev z električno energijo tudi v teh zahtevnih časih. Preuredili smo interne procese tako, da smo zagotovili najnujnejše funkcije, ki se izvajajo v samih elektrarnah, to je vodenje elektrarn, kontrolne sobe, centri vodenja, najnujnejša vzdrževalna dela in pa seveda zagotavljanje delovanja informacijske tehnologije in komunikacije. Vse ostale zaposlene, ki lahko opravljajo delo tudi od doma in se enkrat ugotavljamo, da je sicer bolj zahtevno, vendar stvari potekajo. Še naprej se prizadevamo pri trgovanju in prodaji, da imamo na razpolago vso energijo, ki jo Slovenija potrebuje, ki jo slovensko gospodarstvo potrebuje in da seveda to energijo tudi damo po primerni ceni. V teh izrednih časih je to še toliko bolj pomembno. Tudi v jedrski elektrarni se seveda v polni meri zavedamo svoje odgovornosti, da v teh posebnih razmerah skrbno in odgovorno opravljamo svoje delo, da zagotavljamo potrebno varnost jedrske elektrarne Krško, predvsem pa v teh razmerah zagotavljamo prepotrebno stabilnost in oskrbo z električno energijo. Naš kolektiv je podredil vse svoje napore temu, da ta objekt obratuje, da je stabilen in vsi kazalci kažejo na to, da lahko računamo na oskrbo z jedrske elektrarne tudi v bodoče. V preteklosti smo sprejeli vrsto ukrepov, okvirno 30 jih je, ki predstavljajo sistematično obrambo pred širjenjem koronavirusa. Vendar seveda zavedamo se, da je najpomembnejši prispevek vsakega posameznika, da poskrbi zase, da gradi svoj sistem obrambe, da gradi sistem obrambe za svojo družino, kajti s tem lahko največ prispeva k bodočemu, pričakovanemu, stabilnemu obratovanju jedrske elektrarne Krško. Verjamem, da bomo tudi v bodoče uspešni in da bomo izpolnili pričakovanja. Ob razglasitvi pandemije smo v Termoelektrarni Brezovica izvedli vrsto ukrepov, da preprečimo širjenje le-te znotraj same elektrarne. Tako smo v obratovalnem osebju prišli na 12-urni delovnik, kar pomeni, da trenutno dežurajo 2 izmene, ostale so na čakanju doma. Sam projekt plinskega bloka 7 smo zaustavili, tako da vse aktivnosti, ki tangirajo zunanje izvajalce, so praktično prekinjene. Večina zaposlenih tako dela z doma oziroma so na čakanju. V Termoelektrarni Brezovica smo prisotni le tisti, ki pač zagotavljamo najnujnejše delovanje same elektrarne. V prihodnje načrtujemo izolacijo obratovalnega osebja, kar pomeni, da bodo vsi zaposleni, ki bodo potrebni za nemoteno delovanje proizvodnje, prisotni v sami elektrarni. Zato pa potrebujemo neko pravno podlago, kot je uvrstitev Termoelektrarne Brezovica na listo kritične infrastrukture in iz tega izhajajoč potem možnost, da izvedemo tudi testiranje samega osebja na prisotnost koronavirusa.